Volanu si vsak teden zamenjamo več avtov kot gat. No, skoraj ne. Koliko si ti zamenjal na teden? Avto? Ja. 8. 8 v 4 dneh, torej več kot gat. No, in to seveda pomeni, da se veliko vozimo po Ljubljani, ker na najrazličnejših lokacijah prevzemamo in vračamo avtomobile in seveda zato vedno iščemo pot, po kateri bomo izgubili čim manj časa. V bistvu nas je en kup, ki se ves čas vozimo po mestu, zato spet super ideja. In to nagradna. Nagradna, ja. Zviča se bova peljala do BTC-ja, torej med dvema strateško pomembnima lokacijama. Jaz grem po obvoznici naokrog, Iztok pa skozi mesto. Tako se je odločil. Ja, nisem se tako odločil. Si, do zabušavanja, morava iti. Jaz grem s fokusom. Pa ne, čez mesto, no. Ti imaš še ful semaforja, nimaš. Bundo lahko dan dol, se nam se tako, ne. Moja pot po obvoznici je seveda daljša po kilometrih, je pa seveda zelo odvisno tudi, ob kateri uri se boste takšne poti lotili. Zdaj je 11 dopoldne in na cestah ni toliko prometa, zaradi omejitev gibanja v bistvu še toliko manj, zato bo šlo tudi skozi mesto veliko hitreje, kot bi šlo ob 4 popoldne. No, sicer pa okrog 15 km in 13 minut, pravi Google. Ja, res, semafori so pa strah in trepet voznikov. Ker ne tekmujeva, se moram z Anžetom kar strinjati glede ure. Okoli 4 popoldne bi bila tale pot dosti slabša izbira, ker se zabašajo vsa križišča. Zdaj pa še kar gre. Sem šel najprej po Jamovi, potem po Jadranski, pa na Tržaško, pa po Blajvajsevi, preko Tivolske, potem na Dunajsko in Vilharjevo, na Šmartinko in čisto na koncu še desno v BTC. Evo, in spet rdeča. Kakšno presenečenje, a nude. Už manj barv teh semaforjev spremeniti. Oziroma ne, vsi bi bili dost manj živčni pri rdeči, če bi čisto vsi semaforji imeli odštevalnike, ne? In pol vidiš, 30 sekund še imam časa, da blebetam recimo sam s sabo, ne? Ali pa da kaj razmišljam in bi bil svet lepši. Ja, štart so imela pri Intersparu na Viču, cilj pa je Atlantis v BTC-ju. K sreči tudi zdaj na obvoznici nič ne stoji, ker vsi vemo, kako je tukaj ob 4 popoldne. Sicer pa naša tekmovalca, moje Ford Focus ST-Line X in moram reči, da izgleda fenomenalno. Samo pogledajte te zavore z rdečimi čeljustmi, izgleda kot kakšna huda zverina. No, pod pokrovom je sicer litrski turbobencinski mlinček, za katerega smo pa že velikokrat povedali, da je prav fajn. Predvsem pa se pelje Focus tako fino, da mi je skoraj žal, da na moji poti ni več ovinkov. Bi si dal malo duška. Moj stroj pa Puma z lepimi dodatki ST-Line. In tukaj je predvsem fina blago hibridna tehnologija MHEV, ker lepo izklaplja motor in ga zelo umirjeno spet vklopi šele, ko pritisnem na plin, da bi speljal. V bistvu na avtocesti tega ne bi mogla početi, ne? Tukaj v mestu pa je to krasno. Še preden se ustavim pred semaforjem, se bencinski motor že izklopi, da varčuje z gorivom. Pa moja Puma je recimo čisto enako močna kot Anžetov Focus, ne da je to tu pomembno, ne, mi pa vseeno dobro vedeti. Evo, lepo teče promet, tole me pa res zanima, kdo bo prej. In vem, da tudi vas. Kaj mislite, kdo bo prej na cilju? Odgovorite na našem Facebooku Volan. Naslednji teden bomo med vsemi, ki boste pravilno odgovorili, izžrebali eno fino nagrado, tako da se splača in seveda pokažemo, kdo je bil prvi na cilju. Izzivi so lahko zelo zabavni. Vaša naloga pa je zdaj, da napoveste pravilen rezultat na Facebooku Volan. Kdor bo najbližje, dobi vikend s Fordom s polnim tankom goriva.